Nasploh je največja zmota to, da če ti misliš, da si zdrav, da se ti nič ne more zgoditi. Kaj bi pa rekla, da te posebno pomeni dolgoživost? A to živeti dlje ali živeti bolje? Jaz mislim, da gre eno z drugim. Težko bi zdaj, če bi mogla eno stvar zbrati, nad katero imamo kontrolo, pa s katero lahko res nekaj naredimo, bi pa verjetno dala vse na prvo mesto. Danes je z mano Marija Lucija Antolič, zdravnica in soustanoviteljica prve klinike za dolgoživost v Sloveniji. Njena pot se je začela že otroštvo ob mami zdravnici in nadaljevala z odločitvijo, da želi zdravje razumeti celostno. Danes zagovarja preventivo, gibanje, uravnoteženo prehranjevanje in v zadnjem času veliko govori tudi o nihanju krvnega sladkorja. In o vseh teh temah se bomo pogovarjali danes. Lucija, dobrodošla. Čau, živijo. Čau. Pa preden začneva z vprašanjem, si danes res ogromno, ko me ta tema res zanima. Me zanima, kaj si pa ti naročiš, ko greš s prijatelji na pijačo, ker vem, da si zagovornica zdravega načina življenja, pa kaj je tisto? Kavo. Kavo? Več ali manj kavo. Kava je nek moj tak, to sem res se navadila piti in je pijem veliko in sicer zdaj v nosečnosti je to malo spremenjeno, ampak še vedno. Drugač pa res tako, mogoče kakšno limonado radensko v tem smislu, zdaj pozim kakšen čaj. Ja. Pa te lahko vprašam, zdaj ne vem, a piješ drugače alkohol? Jaz z alkoholom pač malo zanimivo, mislim tako, v preteklosti sem jaz pila ogromno veliko alkohola, tako da je prišlo do ene točke že, da sem se mogla odločiti sama pri sebi, da neham s tem. Tako da zdaj pa, in potem nekaj časa nisem pila nič, ker sem pač hotela res narediti clean cut in takrat je bilo v bistvu zanimivo to vprašanje, kaj piješ s prijatelji na pijači, a ne, zato ker naenkrat ne veš, kaj bi si naročil. In pol žulež radensko. Klasika tista. Zdaj pa res, dobro, zdaj ne, ampak sicer pa tako, če je res dober moment, da ima res nek, recimo smo bili s prijatelji v Firencah, pa prijem smo šli na večerjo, smo šli na en koktejl. Yeah. To pa absolutno, ja. Ampak nikoli pa, ne vem, za brezvezeno ali pa nek neokusen. Ja, tako. Pa da je res nekaj dobrega. Ok, cool. Jaz isto. Yeah. Zdaj pa, če greva na začetek tvoje poti, tvoja mama je zdravnica in me zanima, a je na izbiro tvojega poklica vplivalo to, da je tvoja mama zdravnica? V bistvu nisem o tem niti tako razmišljala do pred, ne vem, kratkim, no, tako. In bi si mislila, da ja, ker nekako imaš to blizu. Jaz se spomnim, ko sem bila majčkena, da sem z očem hodila jo obiskat v dežurstvo ob nedeljah in tako, in pa so sestre tam mi dale kakšne zaigrati se tiste šprice in to, tako da to zihar, pa tudi njo še zdaj, ko jo gledam, ona toliko rada ta svoj del dela. Res je to tako en tak poklic, tako eno poslanstvo in nikoli jaz se ne spomnim, da bi ona kadarkoli pojamrala čez delo ali pa da bi bil to tako šiht, naporen, ampak je vedno bilo tako en pozitiven odnos do tega, tako da jaz mislim, da v tem smislu, no, tako to zanimanje za... Zakaj pa je specializirana? Ona je infektologinja. Aha, okej. Zanimivo. Ja, ful, ja. Zanimivo. Dr. House. Glik dan sem brala, ko imam ta stojk, neke dnevne misli, ko so za starše in glik dan se je bilo, da moramo res starši pokazati našim otrokom poklic, da ga moramo dati v službo zraven vzeti, da vidijo, v čem uživamo, pa da kam mi radi delamo, tako. Ta tema, ful mi je bilo dobro. No, da ni del neki, ki jo naporen moraš delati, ampak da je to res neko tako veselje. Cool. Torej, ti si v bistvu se pol odločila, da greš po nekih njenih stopinjah, ampak si drugo specializacijo obrala. Daj nam malo to povej, zakaj si za to odločila? Ja, v bistvu, mislim tako, ja. Ta odločitev, da grem na medicino, je tudi malo bila zraven odločitev tega, da nočem v bistvu po njenih stopinjah, a ne, tle sem bila tako malo vmes. Ampak ja, pa sem pa nekako tekom faksa videla, preveč mi je šlo vse v smeri nekih terapij, zdravljenja, tako in mi ni bilo čisto jasno, kaj se dogaja, a ne, tako preveč...
odbliz se gledajo stvari mogoče. Preveč tako vsako stvar, tole zdaj moramo popraviti, ne pa tako na celo. In pa sem v bistvu nekako dejansko v svoji specializaciji medicini dela videla pa to neko preventivno noto, kjer pa ti v bistvu probaš malo vnaprej videti, kaj bi lahko bil problem. Pa videti, sej v medicini dela se z življenjskim slogom kot takim ne ukvarjamo, ampak je pa ta logika drugačna, kot recimo v kliniki, zato ker mi pa ves čas delamo z zdravimi, pa probamo razmišljati o tem, da ne bi zboleli, in tukaj mi je pa pol ta način razmišljanja v bistvu ful dal. Tudi v pogleda na te bolezni, s katerimi pa zdaj se v dolgoživosti srečujemo. Kako si pa v bistvu prešaltala iz te medicine dela na dolgoživost? Kdaj si to združila skupaj oziroma dodala, Nekako sem že med samo specializacijo videla, da ljudje, ki ne bi bili navidezno zdravi, nekako niso začeli zdravi. Da pač nimajo sicer neke te klinične diagnoze, da bi ti rekel, ok, ti imaš pa zdaj sladkorno, treba te zdraviti, ampak vsi so imeli pa, mislim, ne vsi, ampak zelo velika večina ima pa kaj, pa ima malo pritisk poviša, pa ima malo preveč visceralne maščobe, pa malo je pod stresom. Polno enih takih mikroproblemčkov, ki niso dost močni, da bojo šli v klinični svet, so pa in s časoma vodijo v neke bolezni. In sem videla pa že tako med samimi temi pregledi v medicini dela, da ljudje trzajo na to logiko. Mislim tako, da je to nekaj, kar nas vse zanima, kako mogoče sami lahko kaj naredimo ali pa tako. In kako si se pol lotila tega? Mislim, na kak način si zastavila to polikliniko? Kako časa je potekalo raziskovanje in kaj dejansko bo vse vsebovala? Ker sem šla tako vse čez pogledati, me to zanima. In dejansko res cel spekter vsega zajema, kar se mi zdi tako ful dobro, ker tega ni. Ampak na kak način si se tega lotila, me zanima. Nekako je šlo tako postopoma, pa počas. Najprej sem že po moje v koroni naredila nek certifikat za lifestyle medicine, pa tam sem se malo spoznala s temi koncepti, pa potem sem odkrila neke te tuje pač Američane, ki se ukvarjajo tako na zelo kliničnem nivoju z longevityjem oziroma z dolgoživostjo, pa sem pol zelo veliko tistega raziskvala, tako da pol nekako sem si z tega ven postavila neke okvirje. Pol je bilo pa v bistvu, pa je mož malo rekel, dajmo. Pa je bilo pa treba pač nekaj narediti, ker jaz bi po moje še do danes razmišljala, kako približno to skupaj staviti, on je pa pol rekel, dajmo povabiti par prijateljev, pa bojo oni naši testni zajčki, ti pa narediti. In pa so to dejansko bili zdaj marca, bo 2 leti, odkar pač smo imeli te prijatelje, samo zato, da smo naredili. In je bilo treba pač nekaj narediti in pa smo takrat pač začeli. Pa itak popravljaš, jaz skozi to. To se razvija, Ja, dopolnjuje. Tudi te programi, ki jih imamo zdaj postavljene, pač če zdaj le bukirava termin za čez 3 mesece, verjetno bo že kaj drugače. Prav, to je dobro. Itak se mi zdi, da na tem področju vedno nekaj novega, pa veliko nekih raziskav, pa novih znanja, itak moraš pol se posodabljati. Res ful, pa tudi, mislim, jaz skozi iščem, ful se razvija res in so tudi pol kakšne inovativnejše stvari pridejo ven, kakšne boljše diagnostike. Pol odkrijemo, da kaj kot tujino pošiljamo dejansko kdo pri nas dela, pa pač zamenjate. Tako, ampak skozi se pa nekaj okoli tega prilagajanja. Kjer osebe bi pa rekla, da so nekako najbolj relevantne na tem področju na svetu? Veš, koga ti spremljaš na področju dolgoživosti? Ali že poslušaš podcaste, pa reš knjige to? Meni je absolutno Peter Attia. Pač on mi je tako number one, preko njega sem jaz to vse sploh spoznala na ta kliničen način. Zelo blizu mi je ta njegov pristop, da so to evidence-based stvari, se pravi, da izhaja iz klinik, iz študij, iz kliničnih študij, iz tako raziskav na čist bazičnih principih in tako. To mi je zelo blizu. Jaz sem vseeno pač študirala medicino in izhajam iz tega, da morajo stvari pač biti nekako dokazane. Razumem, da vsega ne moramo dokazati, ali pa še ne moramo, bomo mogoče s časom, ampak meni je to zelo pomemben, da nekako tudi svoje udejstvovanje pač baziram na tem, da so to neke stvari, ki imajo eno znanstveno utemeljitev. In on je ful močen. A še kjer drug poleg njega tak, da bi... On mi je zelo, potem so pa kakšni, recimo Doc Kamen je en, ki je psihiater, ameriški tudi, ki zelo velik govori pa o pač raznih vplivih na možgane, kako je sladkor problematičen, kako so socialna omrežja problematična te zadeve. Potem je Rhonda Patrick,
Ona je, ne vem, ni zdravnica, sam ne vem pa, kaj je. Sam je zelo tako znanstveno podprta, tudi okrog gibanja, weightliftinga, tako no. Pač te so recimo taki, Ja, ok. kar spremljamo. Imamo zadost materijala, se mi zdi, ko poznamo. Ali ja. Zdaj pa za eno zelo zanimivo vprašanje. Kje na svetu ljudje živijo najdlje in kje najmanj ter zakaj? Za najdlje so te Blue Zones. Blue Zones, a ne? Ko je bil tudi dokumentar na Netflixu, vem, da je bil. Ja, zdaj je bil Netflixov dokumentar, drugače mislim, da je knjiga, je to posledica raziskav, tako so ugotovili, da so pač neka področja na svetu, kjer živijo najdlje. In potem so ugotavljali, zakaj, nekaj je prehrana, nekaj je, zelo velik je ta socialna vključenost. Ja, medsebojni odnosi. Ja, medsebojni odnosi to poudarjajo. In to je tudi meni nekaj zelo pomembnega, v bistvu kombinacija prehrane pa medsebojnih odnosov, ki si vedno predstavljam, recimo Sardinija je Blue Zone. Italijani vedno hrano tako, imajo do tega ful en tak odnos, ful so tako, hrana mi je pomembna, pomembno je, da so vsi za mizo, tako je, ful je ena taka izkušnja, pa si predstavljali enega, ne vem, ki živi mogoče v Londonu, pa si nekaj naroči, pa se usede pred televizijo, pa sam poje. Ni isto, ja. Ne more biti isto, tudi če isto stvar ješ. Mislim, to so stvari, ki niso dokazane, ampak jaz sem prepričana, da ni isto. Pa če Sorry, si hodila še kaj povedati. Pa če bi mogla razporediti, veš, stvari, kaj naj bo pomembno za dolgoživost, po nekem v smislu prehrana, gibanje, medsebojni odnosi, stres, kako bi razporedila od najpomembnejšega do najmanj? Zdaj, dokazov je največ za gibanje, ampak je pa to verjetno tudi zato, ker to je v resnici na nek način tudi najlažje raziskovati, ker pač ti lahko meriš, koliko je nekdo telesno aktiven, ga daš na VO2 max obremenitveni test, vidiš, koliko je natreniran, in lahko relativno enostavno, ali pa mišično maso lahko pomeriš, mišično moč lahko pomeriš, po drugi strani pa nekih dobrih, kvalitetnih socialnih odnosov ali pa nizkega nivoja stresa, ne moreš to učinkovito meriti, razen z nekimi subjektivnimi vprašanji. In to pa nikoli niso neke študije, ki bi rekli, da imajo ful težo znanstveno, bi pa jaz v resnici duševno zdravje po mojem dala na prvo mesto. Tako. Brez zdaj ful utemeljenih študij. Ampak tako se mi zdi, da to je nekaj, kar te na koncu lahko zelo, tudi če vse športaš. Mislim, imam tudi primere pač ljudi, ki so prišli k meni na kliniko, ki so športno v nulo, prehrana v nulo, vse v nulo, ampak so pa tako obremenjeni pa pod stresom, da so že pri zelo zgodnji starosti imajo neke telesne spremembe, ki so od tam. Torej, bi rekla, nekako medsebojni odnosi oziroma neko ta socialni stik, potem bi dala gibanje, spanje, prehrana, spanje, kako bi bilo to? V bistvu že pol težko gibanje, prehrana, spanje bi že mogla dati tam na isto. Okay. Torej, v bistvu vse je dansko, vse prispeva svoj delček. Res, vse prispeva svoj delček. Težko bi zdaj, če bi mogla eno stvar zbrati, nad katero imamo kontrolo, pa s katero lahko res nekaj naredimo, bi pa rekla, bi pa verjetno dala vse na prvo mesto spanje. To pa bi ker to pa je stvar, ki je pa bolj actionable, pa bolj merljiva, pa bolj lahko veš, da si se potrudil nekaj v tej smeri, ker mogoče stres management pa te stvari so malo bolj, ne vem, rabiš boljš, mogoče, ne vem, usmeritev, support, nekaj tako. Spat pa greš lahko ob 10, to pa lahko. Pa lahko sam to narediš, ne? Kaj bi pa rekla, da te posebno pomeni dolgoživost? A to živeti dlje ali živeti bolje? Jaz mislim, da gre eno z drugim. Torej živeti dlje bolje. Tako, ja, v tem smislu. Ampak, ja, moj interes čistko je pa vseeno, ne pri 36, kakor sem jaz stara, se samo teoretično zavedam, da bo za starost treba skrbeti. V resnici praktično tega še ne vidimo, ker pač nismo še tam. Mi pa zelo veliko pomeni, da odkar sem sama pri sebi naredila neke te spremembe, da se dnevno res dobro počutim, da imam energijo in da tudi se mi enostavno da početi stvari. To je zelo pomembno, ko že bila otroka. Če bom spala, ne spiš malo zelo. Ti imaš svojo kliniko za dolgoživost, in me zanima, kakšni ljudje se odločajo za obisk, kak tip ljudi, tisti, ki že imajo kakšne težave, res tisti, ki skrbijo za preventivo, kakšne stranke so najbolj pogoste?
Absolutno so vsi, ki so prišli, zaenkrat imeli to zavedanje, da je preventiva pomembna. No? Tako. In tudi v bistvu mi imamo kar obsežen nabor, ne samo kot samih preiskav, tudi pač nek commitment je, ne? Ni tako, da boš pač šel dal kri in čau, ampak boš pač mogel se s tem mečkaj ukvarjati. Tako da moraš imeti malo to željo, da to želiš. A ne? Večinoma so pa to ljudje, ki mogoče dva sklopa. Eni so takšni, ki imajo to zavedanje, pa v resnici nimajo tako nekih težav. Druga skupina so pa recimo prišli v neko obdobje v življenju, ki pa vidijo, da je pa drugače, kot je bilo. Recimo ženska je perimenopauza specifično, pri moških pa mogoče, da nek pariatus boli, družinski član, kaj tazga, no? Tako da je to pol tak, odločitev, ok, nekaj moram zase narediti. In večinoma veliko se da narediti. Je tako pri unih, ki so mogoče najbolj na začetku, če se resno lotijo, je pol ful velika razlika in je tako pol ful rewarding tudi za njih. A ne, kaj je učink. Na kak način pa v bistvu bolj poteka, ko pride nekdo k vam? Kak je proces? Ja, mi, mislim, zelo ne odstopamo od tega, da je treba neko začetno analizo narediti, zato da se res pogleda iz vseh zornih kotov, kaj se v telesu dogaja. Ne? Vsakmu rečem, ne bomo iskali bolezni, ne bomo diagnosticirali bolezni, ampak bomo probali čim boljše ugotoviti, kako funkcionira vaše telo, kaj so tiste stvari, ki jih je treba izboljšati, kaj so tiste stvari, ki so dobre, pa jih je treba ohraniti, ampak da čim bližje pridemo temu, kako se, ne vem, na celičnem nivoju odvijajo stvari ali pa kako so neki dejavniki tveganja razporejeni, pa da pol s tem naprej operiramo. A ne? Ni, da iščemo ni. A ne? Recimo klasično se dela mogoče kakšne, ne vem, preiskave ultrazvoka vratnih žil, a ne? In zdaj, če nekdo nima nobenih oblog na žilah, to ne pomeni, da ni ogrožena. Pač nima oblog na žilah, zato je treba narediti celo zgodbo, celo sliko iz vseh strani pogledati, a pa mogoče bo ogrožena. Če se pogovarjamo o dolgoživosti, tudi ne govorimo o 5, 7, 10-letnih riskih, ampak govorimo o 30-40-letnih riskih. Tako da probamo čim bolj dati v nek kontekst. Samo pa, ko vi date to v kontekst, ko vidite te rezultate, kaj pa naslednji korak? Naslednji korak je pa zdaj to, da mi v bistvu našim, še vedno ne vem čist, kaj so, ker niso pacienti, stranki, rečemo. Recimo. Veliko posvečamo pozornosti temu, da rezultate čim bolj tako interpretiramo, da oseba razume, kaj smo mi zdaj pogruntali. Ker se mi zdi, da velikokrat ljudje mogoče preveč dobijo v roke neki izvid, pa pol ne vejo, kaj zdaj to pomeni praktično. Mi pa probamo čim bolj te izvide, tudi izvidi izgledajo čisto drugače, kot na drugih klinikah, ker so bolj tako napisani v smeri, kaj je zdaj, recimo, da bi pri tebi ugotovili, da rabiš, ne vem, več nekih B-kompleks vitaminov. Železa, na primer, sem dobila rezultate. Pa bi ti probali to čim bolj tako razložiti, kaj zdaj s tem narediti, kako to peljati naprej, ali pa, na primer, ne vem, na telesni sestavi, kako na tem delati, zakaj je to pomembno. Tako da čim bolj probamo nekako ta načrt ti narediti, da ti, ko priješ domov, da veš, kaj narediti. Pa pol imate po nekem določenem času še nek ponovni, sestanek s to osebo, da vidite, če se dansko to izvaja, ali pač vi mu date, zdaj pa na njemu, a bo to delo ali ne. Ja, to je pa odvisno od programa. En program je celoletni, eni so pa manjši, tako da te, ki so celoletni, potem jih nekako celo leto spremljamo. Te, ki so pa manjši, pa tudi še vedno mi pol malo držimo stik, sicer ni že tako a priori mišljeno, da ga, ampak vseeno malo pač pokontroliramo, kako gre. Pa bi rekla, da ti, ko se že malo se bolj zavedajo, pa dajo nekaj na preventivo, pa ko jim date neke predloge, kak bi rekla, da je procent tisti, ki pa res pol naredijo neko spremembo? Ko ponavadi pač narediš neko analizo, ti nekaj pove in poje ful opad, kdo kaj dejansko naredi. Sam tukaj se mi zdi, da bi lahko bil večji procent, da sami vejo in se spustijo to. Ali ne ve? Velikih naredi, no. Mislim, tako v bistvu smo samo v enem primeru imeli zdaj, tako da nekako se očitno nismo dobro razumeli, kaj se bo dogajalo, pa potem tudi ona oseba ni bila čisto zadovoljna z našo storitvijo, ker smo malo narobe to skomunicirali. Sicer pa je največji mogoče omejitveni, pač nek omejujoč dejavnik čas, ker je veliko teh ljudi visoko zaposlenih, imajo ali svoje podjetja ali kakorkoli in so tako pač iz tega vidika. In potem nekaj časa peljajo, pa se pa zgodi pač neka stvar, ne vem, v firmi nek problem, pa seveda vse spustiš z rok, zato ker
Tako, ja, tako da to, ampak s komerkoli smo zdaj še vedno, mislim, z vsemi, ki smo bili na vezi, vsi, vsaj kaj, no, tako, vsaj kaj, ja. Ja, vsaj neki so pa kakšni prav super učinke imeli, no, tako da sem bila tudi jaz čist presenečena, ker smo jih pol mogoče po 3-4 mesecih malo pokontaktirali, kako gre, pa so odlične stvari nazaj povedali, no, tako da... Ja. Kaj pa, ste imeli nekak primer, ki je imel, ne vem, ful dobre rezultate, ne vem, laboratorijske, ampak je bil vse nek vidno utrujen pa brez energije. A so taki primeri? In kaj ponovadi je razlog v takih primerih? V bistvu je tako, zdaj, če bi ti šel v mogoče narediti nek standarden laboratorij, je takih ljudi kar veliko. Zaradi tega, ker mi tudi gledamo malo imamo drugačen nabor preiskav, no, tako so malo bolj vse zbrane, pa malo bolj stroge imamo te meje, kdaj mi rečemo, da je problem, oziroma da bo sčasoma problem. Tako da jaz se malo hecam, rečem, pri nas vedno nekaj najdemo, ampak če bi pa rekli, da bi vzeli recimo nek laboratorij tako, da si greš sam pogledat, je pa tega kar veliko, no, zato ker v bistvu krvne slike pa te laboratoriji so en del zgodbe, a ne, tako ti s tem ne vidiš telesne sestave, ne vidiš nekih dogajanj mogoče drugih v telesu, a ne, pač ni... Je pač premalo podatkov, ne? Ja, premalo podatkov, pa premalo, ker si prej omenila železo, a ne, če ti pogledaš samo železo v krvi, to je premalo podatkov. Mi zato, da železo določamo, železo v profil, gledamo 5 različnih stvari, plus še cela zgodba hormonov, plus še cela zgodba ostalih stvari, a ne, vse damo pač v kontekst, tako da lahko res komentiramo. Kaj pa imate poleg, ne vem, kaj se ti zdi pomembno, da se, ne vem, na vsakih par let gremo ljudje preveriti poleg krvne slike, kaj so še tisti DEXA, ne vem, kaj? Ja, vsak bi po moje zase mogel vedeti telesno sestavo, se pravi, da to se mi zdi zelo pomembno. Koliko je maščob, koliko je mišic, to misliš? Koliko je maščobe, visceralne predvsem, koliko je visceralne maščobe, koliko je mišične mase, pa kakšna kostna gostota. To se mi zdi blazno pomembno, sploh za ženske. Še pred menopavzo, da vemo, kakšna je kostna gostota, ker v menopavzi lahko tudi do 30% pade in to moraš vnaprej vedeti in se s tem ukvarjati, ne. To sigurno, potem pa... Kaj visceralno bi rekla, kaj z DEXA, a še... To je edini način, na kak način? Kostna gostota. Ne, te visceralno maščobo. V bistvu je DEXA zlati standard, ja. Se pravi, z DEXA skenom lahko ti dejansko dosti natančno pomeriš, kaj se dogaja, pa so pa razne te tehnice, ki pa v bistvu niso tako zelo natančne, ti pa kažejo nek tvoj trend, a ne, recimo, če boš ti pač redno se spremljala na neki tehnici, boš videla, v katero smer gre, ne bova pa mogla čisto za ziha reči, prav kaže. Ja, pa mora biti. Tako, absolutno. To potem pa neke kazalnike v krvi, ki se ponavadi ne gledajo, ne? Večinoma recimo bi jaz vsem priporočala, da vejo, koliko imajo inzulina na tešče, to se ponavadi ne gleda, ne? Zelo pomemben je. Samo pri nosečnicah ponavadi, a ne? Ja, še to ne vem, če inzulin sploh gleda. Ne gleda niti, sam glukozo. Ja. Tako da inzulin na tešče, potem neke te specifične markerje za holesterol, se pravi ne ta navaden holesterol, ampak ene malo bolj natančno opišejo stvari. Fajn je vedeti, kje smo z vitaminom D, pa ga dodajati. To pri nas... Večina, nekaj raziskav, lahko nam je ga 80% Slovencev manjka, jih par let nazaj. Kakor jaz vidim, mi smo naredili pol eno akcijo letos pomladi v firmi, pa smo dali vsem pač potestirati. Pa je bilo zastrašujoče pri nekaterih, no, tako pač res nizke vrednosti, nihče ni imel optimalne, tisto, kar si jaz štejem za optimalno, pa po moje enih 10%, da je imel v redu. V redu, ja, ful mal, ja. Ja, pač. Mi tudi gremo vsako leto z ekipo na pač te krvne teste v okviru podjetja in vedno je D3 največji problem ponavadi, Ja, pa to je res taka enostavna intervencija, veš, kaj pa ga pač dodaš. Samo moraš biti res konstant pri jemanju, se mi zdi, da če nisi, hiter svet pade, a ne? Ful je tudi tukaj pol odvisno od posameznika, ne? Odvisno, ko imaš ti genetsko, mogoče imaš genetsko slabšo to, slabšo uporabljaš to, lahko da se ti slabše absorbira zaradi mikrobioma, pa so tukaj ratajo stvari. Ful je res kompleksne, ampak v principu, če pač se zavedaš tega z vitaminom D, je to kar fajn, no? Ker to, a ne, če ti veš, da moraš mišično maso pridobiti, je to zelo pomemben za zdravje, ampak je veliko bolj, je težji korak, ne. Zdaj, kako zdaj to, zdaj moram 3-krat na teden treningi. Pač vitamin D imati mogoče malo lažji dostopna stvar, ne, tako. Cool. Sigurno te 3 preiskave krvne, mislim,
to so preiskave, ki se ponavadi ne dajo, pa so fajn, da se dajo. No? Tako, tukaj se veliko že zve, recimo. Na vsakih par let, verjetno. Ne? Saj, Ja. Mislim, kako pogosto ti predlagaš. Mi damo, kar ne damo enkrat na leto. No? Ostalo pa... Ja, se pravim, zdaj, če je veliko je fokusa na teh krvnih preiskavah, pa niso pač same po sebi tako nujno, a ne. Zdaj, če bi prav sam... Fajn bi bilo tudi VO2 max vedeti, kje si, a ne. To je taka, Kak način ga pa pri vas merite? Mi imamo masko, tako da merimo direktno izmenjavo plinov. Okay. Pač in v bistvu Pa kako kolo, tekalna steza? Kolo. Kolo, okay. Ja. Kolo, tako da pa res zahtevamo, da greš do maksimuma. Ja. Ni, da ne ustavljamo, ampak Koliko časa ponavadi traja ta test? Veš, kako dolgo si na cela preiskava traja po mojenih. V bistvu naredimo tako, najprej ugrejemo, ne, zato da si pač najprej 6 minut vrtiš v prazno, pa 6 minut vrtiš v neki mali obremenitvi, tako da se ti pač telo zaštarta, pa se pa začne, pa so pa to stopenjski protokoli, ki se dviguje na 2 minuti stopnja obremenitve. Pa je pa odvisno, koliko si natreniran. Čeprav tam ta sama obremenitev ne bi trajala več tam enih 15-18 minut, ker ti hočeš še vedno doseči nek tak maksimum, ki ni od utrujanja, ampak je od tega, kako si res zmožen. Če so te preiskave predolge, pa se ljudje že utrujajo in ni več čisto učinkovita. Koliko bi pa rekla, da so obe uporabljala tale VUPA, za pesnico, koliko so pa tukaj, veš, imaš tudi neke rezultate, koliko je tvoje VO-max, koliko so tukaj natančni, misliš, da ti rezultati? Natančni so po mojem nič. Ampak so pa spet dobra orientacija. Kažejo na neko aktivnost, kažejo pač in tudi verjetno v nekem povprečju zadanejo. Zdaj, če se pa gremo mi tukaj neko, da hočemo res vedeti, pri čemu smo, pa iz tega mislim, da ne moreš zares. Pač vidiš pa zase, kje si, a greš na boljš, a greš na slabš, kar je pa po mojem mnenju fajn, da ti... Na kak način pa pol tistim, ko imajo slabega, kaj jim priporočate, da si ga izboljšajo? Tukaj je pa zelo odvisno, kaj ta slabega pomeni. Imamo ljudi, ki so popolnoma sedeči, ki so imeli VO2 maxa grozljivo mal in za tazga bo karkoli bo naredil, bo dober. Sam, da se aktivira, ne bomo šli sploh v neke posebne detajle, zaradi tega, ker nekdo, ki nič ne športa, pa nič ne trenira, ga tudi zelo težko zdaj mu daš vse ure navodila, ki bo pol sam odpovedal. Tako da tak, če bo 10,000 korakov na dan naredil ali pa 12,000, je to že zame super. Pač začnimo tle, naredi jih res toliko vsak dan, pa gremo naprej. Pač tako. Pa je pa odvisno, pač kakšni pa pridejo že ful natrenirani, so že na 75. percentilu, pa se jim zdi, da bi lahko šli više, tam pa pol fine tuninga, tam jim pa pol damo. VO2 max specifično se trenira z visokointenzivnim treningom, se pravi na max moš pač trgač ne boš. Kolikrat pa dvakrat na teden? Ta max je dosta enkrat na teden, z vidika treninga VO2 maxa, drugač pa ta bazalni pač cona 2, to je pa ta vzdržljivostni trening. To dvoje je nekako za kardio. Jaz sem očili na 195, si mislila, da sem na maksu. Bravo, wow, hodo. Kaj pa si delala? Laufala sem. Z laufanjem si šla tukaj Ja, ker sem imela pač ta izmenjava, intervalno. 2 minuti full hitter, 2 minuti v easy, 2 minuti full hitter in potem mesija. Sam zunaj? Ne, na tekalni stezi. Ja, ne, jaz tekom ne prijem do maksimuma, tako, kam mi ni, ne vem. Včeraj sem. Ja, meni je tek na smučeh v hrib, tam jaz dobim do maksimuma, to. Ok, kaj pa misliš, koliko staranja je v naših genih in koliko v naših navadah? Zdaj, obstajajo geni, s katerimi, ki jih imajo nekateri ljudje, ki živijo 100 let. Posebni geni torej? Posebni geni, ki so zelo pogosti v židovski populaciji. Pa lahko to testiramo, če jih imamo, ali ne? Ja. In to so prav neki dolgoživostni geni kot taki. Sicer so pa dela raziskave v smislu, koliko vpliva življenjski slog, pa koliko vpliva genetika. To so pa neke danske raziskave, kjer so primerjali življenje enojajčnih dvojčkov in so ugotovili, da je tam okrog 25% genetike, 75% pa življenjskega sloga. Tako da mi v velik bistvu vpliv imamo lahko, ne? Imamo ogromen vpliv, se glih to in to je ta fora, da ne moreš reči, jaz imam genetsko to.
Najbrž nimaš, mislim, lahko da imaš predispozicijo, ker stvar genov je pa tudi tako. Če imaš ti gen, še ne pomeni, da je to pol dejansko tudi dogodek. Ti redki so geni, ki se reče, da so deterministični, to pomeni, da pač sigurno vodijo v neko posledico. Večina genov je pa ali se izrazijo ali ne, tako in je pol tudi v bistvu od nekega okolja, v katerem smo važna ta izražanje, to se pa epigenetika imenuje. Tukaj pa mi v bistvu recimo, ne vem, s tem, ko kadimo, izrazimo neke gene, ki jih sicer ne bi, ali pa s tem, ko se športamo, izrazimo neke gene, ki jih sicer ne bi in to potem očitno tako vpliva, da se ta boljši, ta slabši, pač izklapljajo. Kaj bi pa rekla, da je največja zmota, ki imamo ljudje o neki dolgoživosti ali pa oziroma načinu prehranjevanja v dolgem življenju? A veš, kaj vidiš tisto, kaj ljudje res napačno mislijo, ko prijo k vam? Pa jim morate pol vi ta shift narediti. Te, ki pridejo k nam, ja. Ali pa nasploh, se ni nujno, da jih te, ko pridejo. Mislim, nasploh je največja zmota to, da če ti misliš, da si zdrav, da se ti nič ne more zgoditi. To je največja zmota. Ker so ljudje, pač to pa jaz bolj prek medicine dela vidim, ker te, ki pridejo k nam na epikliniko, te že imajo zavedanje, da je treba za svoje zdravje skrbeti. V medicini dela vidim pa splošno populacijo v bistvu, in to je pa tako, da pač jaz v bistvu lahko že malo po izgledu človeka vidim, a je ogrožen ali ne. Pa so zase sveto prepričani, da so v redu, pa imajo še celo recimo visok tlak, tak, ki že zelo meni ni všeč, pa rečejo, saj to je imel tudi moj oče, še vedno te bo infarkt. Mislim, zelo velika verjetnost je, pač nimajo ljudje tega občutka, da je, dokler me ne bo infarkt, da je prej že karkoli z mano narobe, pač zdravi so, tako v smislu, to je največja zmota, da ti misliš, da si zdrav, zato ker pač čutiš, ti noben ni izvida pokazal, da nisi. Kaj pa, zdaj omela si krvni tlak, a bi si mogli to redno meriti, pa kakim številkam bi mogli slediti, oziroma kaj nam pokažejo previsoke številke? To bi si mogli redno meriti, redno, se pravi recimo nekdo, ki nima razloga, da ni bil še nikoli opozorjen na to, da ima visok tlak ali pa da nima res v družini nekih takih težav, bi si mogel vsaj po moje enkrat ali pa dvakrat na leto, par dni zapored meriti tlak. Tlak se vedno meri več dni zapored, en teden recimo, zato da imaš nek vzorec, zato ker pač niha. In visokega tlaka, to je tudi ena zmota, ne čutimo. Mi čutimo, če se nam tlak akutno poviša. Se pravi, če bom jaz zdajle zaradi neke stvari postala nervozna, se mi bo dvignil tlak, bom to čutila. Če se pa meni postopoma dviguje, pa tega ne čutim. In krvni tlak povišan je pa blazno veliko tveganje za srčno-žilne dogodke, za srčno odpoved oziroma za popuščanje. In tega ne čutimo. In to ljudje malo mislijo, se jaz, kadar imam visok tlak, ga čutim. Ja, to je tisto, hitro, stres v bistvu poviša, če pa te mal pa pomal se dviguje, pa telo tudi to kompenzira, da niti tega ne veš. Kako pa je okej tlak, mislim, čemu bi mogli strmeti? Pod 120/80, to bi mogli strmeti, s tem, da veliko ljudi pride hod okrog z višjim tlakom od tega. Kaj pa, če je prenizek? Prenizek je pa v bistvu tako, bolj kot ne je prenizek tlak nadležen za tistega, ki ga ima, zaradi tega, ker se ti lahko vrti, pa imaš kakšne take, recimo, če na hitro staneš, se ti stemni pred očmi, drugače, kar se tako zdravja tiče, je pa v bistvu fajn. To pa športniki imajo, tisti. Ja, za srčno-žilne je fajn, zato, ker ni te obremenitve na žilno steno, in je v bistvu to, jaz pač vsakmu samo rečem potem, da naj res pazi, da bo dobro hidriran, da ni pač še dodatno zaradi tega znižan. Jaz sem tudi recimo izven nosečnosti, imam zelo nizek tlak, in če zjutraj kave ne spijem, imam pod 100 zgornjega, kar je nizko. Ampak pač načeloma je to v redu, tako. Je pa recimo stvar, ki gre zelo s tlakom, je telesna teža. Več, ko imamo kil, višji imamo tlak. In ti lahko zelo učinkovito, če ti imaš za 10 recimo znižaš tlak, čez 10 kil shujšaš, tako, to gre zelo skupaj. Kaj pa s tem, ne vem, ko se mi zdi, pogosto se za visok krvni tlak zdravila prepisujejo. Misliš, da se ga lahko sami znižamo, Moja tada konkretno, se mi zdi, da pač je sveto pripričala, da ona zdaj sama tega ne more narediti in da bo do konca življenja te tablete jedla. A lahko naredimo kaj sami, da ne gremo pa še kar direkt na neka zdravila do konca življenja?
pač fajn je mogoče vedeti, kaj, a ne, če ima recimo visok tlak zaradi nekih razlogov, a ne, ki so odpravljivi, recimo, da je to mogoče pridruženo kajenju, ali pa ne vem, veliko ljudi, če preveč alkohola uživam, povišen tlak, ali pa pri pač preveliki telesni masi, potem se verjetno, ali pa pri telesni neaktivnosti, a ne, se pač splača s tem probati, zato ker je učinkovito, pa v resnici odpravljaš vzrok. Zdaj pač, če pa ne, so pa zdravila super, ampak ti lahko imaš ljudi, ki so športni, suhi, ne kadijo to in imajo visok tlak in v tem primeru so zdravila absolutno na mestu. Če pa so neka prijemališča, s kateri bi bila pač fajn to znižati, no? Mislim, tako. Ker tudi, če nekdo ohranja svojo, recimo, da ima res preveč kil, pa da gre v tej smeri še na slabše, pa da zraven še kadi, pa jemlje zdravila za pritisk. To je pa zdaj tako, kada imaš neko odprto rano, pa si čez flajšter dal, pač ne bo se zacelila, mislim, ne vidiš je, ampak je še vedno tam. Tako. Zdaj bi se pa odla še malo krvnega sladkorja. O tem res veliko v zadnjem času, ko spremljate na Instagramu, govoriš, pa me zanima, zakaj bi moral nek zdrav človek, a pa tisto, ko nima neke sladkorne bolezni, razmišljati o krvnem sladkorju? Zakaj je tako pomemben? Tako je, zato ker preden ti imaš sladkorno bolezen, da lahko mi temu tako rečemo, da je to tudi diagnoza in da vemo, kakšne laboratorijske parametre moraš imeti, da je to diagnoza, se prej že zelo veliko stvari zgodi. In ti prej, ko te stvari, ki se dogajajo, identificiraš, večja verjetnost je, da boš z življenjskim slogom to popolnoma obrnil. In tudi pač prav za sladkorno bolezen oziroma za te stopnje prej, ki se jim reče recimo inzulinska rezistenca ali pa slaba glukozna toleranca, je zelo jasno, da z življenjskim slogom to lahko obrnemo. Zdaj govorimo o sladkorni tipa 2. Sladkorna tipa 1 je drugačna bolezen, ki v bistvu s to nima sploh nobene veze. In je avtoimuna bolezen in tam je čisto drugo. Pri tej sladkorni tipa 2 je pa to zelo pač povezano z življenjskim slogom. In ti, če prej veš, da neka nihanja niso ok, lahko pač v resnici zelo veliko na temu narediš. Ko pa že enkrat imaš sladkorno, pa to pomeni, da je tvoja trebušna slinavka, ki bi mogla izločati inzulin, odpovedala. Da je pač rekla, I give up, tole ne dela, ne bom se sploh več trudila. In je zelo pomemben to prej identificirati. Je pa tako, da so recimo te merilci, to, kar jaz nosim, to je tako, da malo sebe spoznaš, da malo vidiš, kako ti hrana vpliva. To ni diagnostika, pač to ni, da bomo s tem pa zdaj mi. Jaz, ko sem s tem začela, je veliko, sem pa opazila tako kakšnih komentarjev v tem smislu, ker se nimam sladkorne, ne rabim tega nositi. Absolutno, ja, to ni za sladkorno. Pač, če že so te nihanja sladkorja bolj problematične z vidika srčno-žilnega zdravja, kakor pa sladkorne kot take, pa tudi demence recimo, bolj v tej smeri, kakor pa v smeri tega, da zdaj zgledam, da nam sladkorne dobila. Pa kako se predlaga, ne vem, da daš stranki za 14 dni, da nosi, pa se pa na podlagi tega pogleda, naprimer, razmišljam, na kak način vi to delate, ne vem, ampak tako se jaz predstavljam in pač pogledate, kak ti niha krvni sladkor in na podlagi tega pol neke ugotovitve. Absolutno, pri nas vsak dobi si kontinuirati merilec glukoze. Glik za to. Jaz jim najprej rečem, dajte malo prvega uporabljite, koliko bi do zdaj, da vidite pač malo te svoje navade, kako vam vplivajo, kako se vam tako da malo vidijo, pa ta drugega pa priporočamo, da dajo gor potem, ko imajo posvet s prehransko svetovalko, zato da implementirajo pač neke te ideje, s katerimi, ki jih tam predebatirajo. Za nas je ful dobro, ker na ta način dobimo zelo dober vpogled v dejansko prehranjevalne navade osebe, pa gibanja, ker je to kot nek tak prehranski dnevnik pol za nas, da res vidimo, ker če tebi sladkor ob 11 zvečer zraste, si nekaj pojedel, ni zdaj. Ja, si šel nekaj pojesti, ker to ljudje, mislim, ne da bi hotel skrivati, ampak ne povemo pa čisto vsega, tudi jaz ne, tudi jaz malo, je bilo pol pozabiš, da bi bil še en rogliček, ups. To so dejansko tudi dokazali, da ljudje, to so delali eno ful zabavno študijo, pač saj meni se je zdela, ker so ljudje, ki so mislili, da je ena hrana zdrava, so jo veliko bolj o njej poročali, čeprav v bistvu ni bila sploh zdrava, ampak zato, ker ti imaš malo ta pristranski si okrog tega, malo manj poveš. Tako da, to je nam je to ful močno orodje, s katerim lahko zelo veliko zvemo, pa osebam je ful močno orodje, s katerim tudi same ful vidijo, zakaj gre, No, ampak, naprimer, jaz sem tudi to 14 dni imela,
Pa sem imela ok rezultate. Zdaj, če imam jaz ok rezultate, to pomeni, da pol, ne vem, če ima oseba, ki date to, da ima nekaj tak. Meni so se zdeli ok, pa ko sem se s čatom pogovarjala, so se mi zdeli ok. Pol je to načeloma ok, ali v tem primeru verjetno pa ne rabiš nič spreminjati. Ja, mislim, malo dobiš mogoče nek feedback zase, da rečeš, recimo, jaz imam, ne vem, primere ljudi, ki so po kosilu ful utrujeni ali pa po dopoldne ful utrujeni, pa se pol malo o tem pogovarjamo, pa tudi pol vidimo na teh merilcih, da njim zelo naraste sladkor med kosilom, zato ker jejo neko hrano, ki jim to povzroči. In potem, ko tebi sladkor pade, si ti utrujen. Pač, ko tebi inzulin začne delati, ko začne sladkor padati, takrat bi ti šel spat. Ja. Ti moraš pa v službi biti še 2 uri in se nalivaš s kavo in podobnimi stvarmi, zato da to in tukaj pol ljudje ful dobro vidijo, opa, tole je ta moj problem. Tukaj, za tega sem utrujen, to je recimo ena taka zelo praktična stvar, ki jo vidijo. Če pa imaš v redu, imaš pa v redu. Jaz pač tudi, meni je zanimivo recimo testirati različna živila, ker vidim, kako trgovinski kruh katastrofa napram domačemu z družmi, pač, da to je neverjetno, kako ta ultraprocesirana hrana res popolnoma grozen, prav zastrašujoče, ker pač če meni sladkor naraste od tortice, ok, by all means, sem si prvošla tortico, je bila dobra, ni mi žal, da mi pa od kosa kruha, to mi pa mal ni ok, mi potegne živce. Zdaj bi se pa lotila še malo stresa, pa me zanima v primerjavi, ne vem, s prehrano ali pa vadbo, kako ima velik vpliv na staranje? Pa na kak način vi v bistvu merite, ali je človek pod stresom ali ne, in kako mu pol pomagate? Ok. Stres se recimo tudi ful dobro vidi na teh kontinuiranih merilcih glukoze. Se pravi, ti, ki si pod akutnim stresom, tebi sladkor naraste. In to lahko tako zelo dramatično naraste, tako da je prav res očitno. Tako da ene stvari lahko tako fiziološko zmerimo, da lahko potem tudi o tem se pogovarjamo. In je ful dobro, ker pri stresu smo vsi mal tako, mečkanje vse še, ne bom rekla tabu tema, ampak kada se mal smo štorasti v pogovarjanju o tem, tako. Ko v prehrani se znamo pogovarjati, tle nam pa manjka besedišča ali izkušenj ali tako, in se pol na take fiziološke parametre radi malo upremo. En je to pokazatelj, en pokazatelj recimo delamo tudi med obremenitvenim testiranjem, gledamo, kako v fazi počitka utrip pade, ki je tudi zelo velik pokazatelj tega, kako sta živčni sistem za umerjanje, kako deluje. Potem damo tudi te kontinuirane merilce krvnega pritiska. To smo pa eno imeli ful zanimivo, ker je gospod imel izključno v delovnem času povišan pritisk. Doma pa nič. Tako da to pol zelo lepo je videl. In je prav tako ob 8 zjutraj do 5 popoldne imel povišan pritisk, ostal čas pa ne, pa za vikende ne, pa na dopustu ne. Tako da taki parametri nam ful prav pridajo. Merimo tudi merimo pri nekaterih kortizol, se pravi, damo v bistvu analizo sline, 5 vzorcev, da vidimo res to celodnevno sproščanje. Tako probamo z nekimi takimi parametri. Imamo pa tudi svetovalko za mentalno odpornost, ki se pa v bistvu potem naredi razgovor in se tudi večinoma se usmerjamo pol v anksioznosti, take blažje oblike, a ne pa izgorevanja. Tako. Tega je kar velik, pa je pol mogoče glih stvar tega, da se vsak preveč sam s tem spopada, pa bi bilo manj problematiziranja, mogoče bolj učinkovito, da bi to bila samo pač neka stvar, s katero se tudi ukvarjamo, tako kot se s telesno aktivnostjo, pa tako se s hrano. Nekateri mislim, da se že, samo mogoče premalje tega. Hiter je, pa je pa hiter preveč, pa je pa preveč tega, pa je pa vsi smo pod stresom, to tudi ni koristno. Malo stresa rabimo, samo moramo ga imeti v dobro ravnovesju, pa ne smeš zares obremeniti, da se ti vidi prav na krvnem pritisku. Kaj bi pa rekla, da bi neko zlato povprečje oziroma glede spanja, gibanja pa prehrane. Kaj je neka taka splošna usmeritev, ki bi jo priporočila vsem na teh 3 področjih? Koliko ur na dan spati, koliko gibanja na teden, v tem smislu mislim? Ok,
pri spanju je zelo pomemben, da smo, se pravi, da imamo ga zadost, pa da smo konsistentni. Tudi to. Se pravi, ni res, da mi lahko za vikend not prinesemo, to ne obstaja. In tudi ni dobro, da hodimo vsak dan spat ob različnih urah in da ob različnih urah ostajamo. Tudi to je bilo ugotovljeno, da ni ok. To v bistvu, da bi skozi malo jetlaga si delala, kar jetlag verjetno nas veliko pozna, ni ok. Tako da pač konsistentnost pa 8 ur v postelji. To je pač kot neko tako pravilo. So ljudje, ki spijo malo, ampak jih je ekstremno malo. Bistveno manj, kot se jih predstavlja, da so takšni. Tako da enih 8 ur v postelji, pač od tega spiš, kakor spiš, ampak da si res daš, nameniš 8 ur. In da je ta konsistentnost, da je tudi za vikend približno enako, kakor med tednom. To je glede spanja zihar glavne dve, pol gremo lahko še ful naprej, ampak tako. Pa da se potem glede gibanja je pa tako, da pač fajn je, da se zavedamo, da so različne oblike vadbe pomembne za različne stvari v telesu. In da če mi samo veliko kolesarimo, da to ne nadomesti mišičnega treninga. In da pač je treba to tudi nekako upoštevati in ukomponirati. Tako da je boljš, če imamo recimo 3 ure na teden namenjene telesni vadbi, da pač 1 uro od tega namenimo mišičnemu treningu. Tako da se polariziramo samo v eno obliko vadbe. Da pač torej kardio in mišice oboje. Ja, nujno oboje. Ja. Ali pa tudi v drugo smer. Imam jaz tudi kakšne stranke, ki 5-krat na teden hodijo na weightlifting, pa ne delajo več kardija. Tako. S takimi se je mogoče še težje zmeniti, da je treba kardio upeljati. To glede tega. Glede prehrane pa v bistvu to, da jemo premalo proteinov. V obliki hrane, ne mislim praškov pa teh, ampak da pač tega je premalo. Premalo se tako prehranjujemo, prehrana naša pač ni tako naštimana. Sploh ženske zelo velikokrat pojemo za kosilo eno solatko. Ko ni več beljakovin. Tako, ful smo zdravo jedli, a ne? Ja, in beljakovine, res. To pa pri prehrani pač, če bi eno stvar mogla izpostaviti, bi definitivno beljakovine. Pa bi jih pa še zelo veliko, ampak ta je tako, ta se mi zdi ful pomembna. Jaz ponovno rečem tem, da vedno prvo razmisliti, kaj bo beljakovina, potem pa kaj boš vse naprej naredil. Super, Tek se mi zdi najlažje, vedno prvo poštediram, jaz vedno ko kuham, kaj bo, ok, beljakovina bo to, pa lahko vse okrog tega. Super, bravo, da best, jaz isto rečem. Dajte, če karkoli, sam to, da pri vsakem obroku veste, kaj je bil proteinski vir, ki ste ga pojedli. Poga fu več pojesti, se mi zdi beljakovin, če na tak način si jedilnik oblikuješ. Absolutno, ker recimo neka rižota je nič beljakovina, lahko pač. Tudi, če daš not malo mesa, je mesa v resnici zelo malo napram temu, koliko je riža. Tako da je fajn bolj na ta princip delati, mogoče, ne vem, francoski ali kakorkoli, ki je pač veliko mesa, pa je pa malo pomfrija zraven. Se lahko pomfri, sam prnes je pa pomfri. Ful veliko, pa polnička mesa, Tako da glede teh stvari, to so pa tudi ful, mislim, zelo pomemben dejavnik je tudi pri staranju trening kognitivnih funkcij, miselnih funkcij. Se pravi, da mi čim več svoje možgane uporabljamo. In da jih uporabljamo za težke naloge, ki so nove. Če mi vsak dan zjutraj sudoku rešujemo, to našim možganom ni težka naloga, ko se ti enkrat naučiš, kaj sudoku je. Čeprav je vsak dan drugačen, ampak ni... različne stvari morajo biti. Recimo tudi kakšni športi so fajn, ker treba se na nov kakšne motorične vzorce naučiti. To, kognitivne uporabljati miselne funkcije, to je ful pomemben. Tako da ne, da se ustavimo nekje na pri 35 na enem delovnem mestu in sam še tist naprej, to je blazno nevaren za demence. AI, kot se mi zdi, da toliko enih stvari odnese ti, da sploh ne rabiš razmišljati več velikokrat. Ker to avtomatiziramo se. In je ful to zelo pomemben, da se s tem res ukvarjamo, da v bistvu tudi uporabljamo svoje možgane in da delamo miselne funkcije, ki so težke, pač nam gre na živce, ampak... Na prihodnosti mi se mi zdi, še več izziv imeli, kot zdaj, s tem AI-jem posem. Ja pa, zdaj nam, mi smo navajeni kratke vsebine, pogledati en dvouren dokumentarc. Veš, kako se boš kam pripelal, če imaš pač GPS, časi so mogli na zemlji videti, študirati, gledati. Se mi zdi, da se čisto drugače uporabljajo možgane. Sej, moramo to prav, imeti to zavedanje in delati na tem. Tako ni, šla nam bo ta funkcija. Če ne bomo uporabljali. Kaj bi pa rekla ljudem, ki pravijo, da nimajo časa za zdravje ali pa šport ali pa spanje? Se mi zdi, da to pogosto, jaz pa nimam časa spati ali pa jaz nimam časa iti na trening. Kak je tvoj odgovor tem osebam? Pa, mislim,
tle se pa najbrž pol treba zmeniti mislim, ne vem, mogoče bi malo bolj načela temo na temo, kaj pa želiš, tako, vsak mora zase vedeti. Če jaz želim neko spremembo, pa če jaz želim bolj zdravo živeti, potem se bom mogel nehati samega sebe prepričevati, da nimam časa za to, ampak bom mogel najti načine, da najdem to. Ena izmed, ker to že 1000krat slišano, najprej poglejmo na svoj telefon screen time, pa tam mogoče najdemo kakšno urco na teden, ali pa 10. Tako, malo se moraš sam sabo zmeniti pri teh stvarih vse, to je tvoja odgovornost. Jaz sem zelo velik zagovornik tega, da je naše zdravje naša odgovornost, da mi moramo za njega skrbeti in da zdravstveni sistem nam pri tem lahko pomaga in zdravila nam pri tem lahko pomagajo, ampak če sami ne bomo nič v to vložili, tudi če v mašino ne vržeš not kovančka, nič ne bo vam padlo, gotovo. In tukaj je zelo pomemben to, da ljudje sprejmejo to zavedanje. Bom mogel najti 3 ure na teden, kljub temu, da imam majhne otroke, službo in tako naprej. Je pa tako, da prav konkretno telesna aktivnost, več kaj imaš, več energije imaš. Ja, jaz to vidim. Če imam zjutraj trening, da sem cel dan ful fajn dela, imam fokus, tek imam ful energije. Ko misliš včasih, bi rekel, da bi bilo obratno, ampak top, ne. Moraš pa samega sebe poslušati, ker če pa se vsakeč na treningu zgonaš do smrti, to je pa drugo. Taki ljudje so pa tudi čisto izgoreli v bistvu zaradi tega. Tako da moraš tudi tukaj vedeti, kje si, pa iti, pa še dan malo manj narediti, ampak še vedno narediti. Ampak in na kratek rok, in na dolgi rok nam daje to več energije, dokazano, in lažji pol upravljaš tudi neke sprotne dnevne aktivnosti, če imaš, Pa tudi, če imaš mišice, si bolj močen, otroka dvigneš od tal, Marsikaj lahko, lažje. Za na konec še zadnje vprašanje. Če bi morala izbrati eno stvar, ki bi ljudje začeli početi danes, pa bi jim dolgoročno spremenila življenje, kaj bi bilo to? Da se dobro naspijo. Absolutno, ja. To je stvar, ki jo lahko danes začnemo delati in sigurno bo spremenila življenje vsem tistim, ki se ne naspijo zaenkrat še dobro. Unika pa, super. Super, hvala za pogovor, za ful fajnih informacij, tako da upam, da si tudi uživala. Ja, super. A še imaš mogoče kako stvar, ko smo jo pozabili? A smo dejansko te glavne stvari za dolgoživost? Ne, po mojem smo šle kar izčrpno, mislim, je pa to stvar, ki bi bilo... Govorile še 10 ur, pa govorile zdaj o tem spanju. Dobro, hvala ti, čau. Hvala.